Dragi gledalke, dragi gledalci, spoštovani, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo V-Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Vlada Mira Cerarja, ki uradno upravlja samo še tekoče posle, je včeraj podpisala pogodbo, preko katere bo švicarski družbi Lonstroff, ki je v lasti japonske korporacije Sumitomo Rubber Industries, plačala 4,8 milijona evrov za spodbudo pri gradnji tovarne medicinskih elastomerov na območju nekdanje tovarne KLI Rogatec. Tovarne, ki je pred leti končala v stečaju. Spomnimo, gre za nadaljevanje spornega posla, kjer bo mala neznana ljubljanska nepremičninska firma Svet Re zaslužila več milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Očitno samo na račun svojih povezav ali korupcije na sedežu slabe banke. Danes pa se bomo pogovarjali o kriptovalutah, bitcoinih in blockchain tehnologiji, zato je današnji gost Andrej Buhinc, ekonomist, avtor, finančnik in avtor in lastnik spletne strani Kripto Mojstri. Na koncu pa bomo pogledali, od kod izvira priimek Požar. Iz Primorske, seveda. Andrej, lepo pozdravljen v studiu. Pozdravljen, Bojan. Ja. Torej, kdo je torej Andrej Buhinc? Je avtor in lastnik spletne strani kriptomojster.si, katere namen je naučiti ljudi vse o kriptovalutah in kako z njimi zaslužiti. Na tej spletni strani Andrej vsak dan objavlja nakupna priporočila na posebnem YouTube kanalu in Facebook profilu, izvaja delavnice za trgovanje z kriptovalutami in ponuja tudi individualne inštrukcije vsem, ki bi se radi tega naučili. Hkrati je lastnik podjetja Profitus, ki uči ljudi, kako lahko denar dela zanje. No, poglejmo zdaj en tak video, njegov video nasvet. Dobro jutro. Danes je petek, 16. marec. Moje ime je Andrej Buhinc in danes sem pogledal, kaj se dogaja na trgu kriptovalut. Najprej Bitcoin, trenutno nad $8,000 spet. V zadnjih 24 urah smo videli padec na $7,666, padel na Bitrexu, potem bo začel rast in se spet malo stabiliziral, spet malo padel in trenutno, kako kaže za naslednjih 24 ur po stohastičnem RSI-ju, kaže, da bomo šli še malo dol. V naslednjih 2 urah sigurno, v naslednjih 4 urah tudi, v naslednjem dnevu tudi. Zdaj, Andrej, ti vsak dan, če jaz pa razumem, na svoji spletni strani kriptomojster.si objaviš en tak video nasvet, ne? Tako je, res je. Ja, in kaj zdaj to, mislim, po kakšni dinamiki jih objavljaš, kdaj, ob kakšni uri, kjer so... Ponavadi takoj, ko se zbudim, posnamem video. To je prva stvar, ki jo naredim. To je že postalo rutina, ker želim, da pač čim več ljudi lahko čez dan to pogleda in izkoristi te informacije. Pa se kdaj ušteješ v teh napovedih? Absolutno, zato pa tudi povem vsakič, ne? Če ne gre po našem scenariju, ki je nastaviti stop loss, se pravi, da se zaščitimo, da ne izgubimo preveč, glede na potencial, ki obstaja kratkoročno. Pa te kdaj zapeče, veste kako, če se ušteješ? Ne, se tudi povemo. Pa nekdo pa zgubi na drugi strani, ne vem, ekrana nekaj denarja. Brez tveganja tle tudi ni profita, ne? Tako da moramo tvegati maksimalno 2% celotne glavnice, ki jo smo pač namenili kriptovalutam, pa razmerje med potencialnim dobičkom in potencialno izgubo mora biti vedno vsaj 2%. Dobro, zdaj gremo k tem podrobnostim poslovanja s kriptovalutami. Me zanima, zdaj, kdaj si pravzaprav ti, kdaj in zakaj si ti prišel v ta svet kriptovalut? Prvič sem slišal za Bitcoin decembra 2013, ko je zrastel iz $100 na $1,200, ampak ker je bilo to hiperbola, sem si mislil tole, kakor je šlo gor, bo šlo tudi dol in potem je res strmo glavo nazaj na $100 in potem me tole ni zanimalo do jeseni 2015, ko mi je kolega rekel, dajmo začeti izobraževati ljudi iz tega področja, to bo ful potenciala še, ampak tudi takrat nisem vedel, kako bi se tega lotil, ker to niso delnice, ni nobenih bilanc v zadnji, sem rekel, to je vse skupaj. To so take napumpa in spusti sheme, tako da šele januarja 2016 sem začel študirati vse skup. V bistvu od lani marca sem se pa intenzivno lotil tudi trgovanja. Prej sem bil samo investitor. To se pravi, zdaj ti si investitor, ti trguješ in ti izobražuješ, ne, če pa razumem. Tako. Ja. In investiram dolgoročno tudi. Poglej, Andrej, ampak
Bral sem, pred par dnevi sem prebral intervju v Financah z enim pač slovenskim milijonarjem, ki je obogatel z bitcoin oziroma s kriptovalutami. Ne. Zdaj, lahko da je bil intervju izmišljen, ne vem, šlo naj bi za nekega 25-letnika. No. Ampak malo so me zanimali ti njegovi odgovori. Ne. Najbolj zanimiv mi je ta fenomen. Ne. On je pač povedal, da imamo Slovenci, zdaj ne vem, če ta podatek drži, ne, to boš mogoče ti celo boš vedel, da imamo Slovenci največ kriptomilijonarjev na število prebivalcev. A to drži, kako? Možno, čist možno, ker smo zelo napredni oziroma zelo se zanimamo za to področje. Glede na število prebivalcev smo v svetovnem vrhu. No, pa, evo, zdaj, tukaj pa pride moje vprašanje, zakaj se Slovenci zanimamo tako za to področje? Mislim, s čem je to povezano? Kaj za značajem, za čem, kako? Ja, očitno nas privlači adrenalin oziroma potencial za donos, pohlep, oziroma ne vem kaj je razlog. Pohlep je težka beseda, ne? Ja. Greed is good. Ja, to se strinjam, ja. Namreč, a je to recimo, bom rekel, so Slovenci, ne vem pač koliko poznaš, a so Slovenci tudi takšni hazarderji z navadnimi delnicami? Slovenci so zelo nagnjeni k tveganju, ampak to samo en določen procent Slovencev, večina še zmeraj presega na varnost, zato je večina prihrankov še vedno na bankah. Kako pa to, da si se recimo ti odločil, da boš začel ljudi izobraževati? Recimo, zakaj nisi ostal samo trgovec pa investitor? Zato, ker tudi meni jasno, kako bi se lotil tega trga bilo, dokler nisem lani najdel pač določene ljudi na internetu, ki jih pred 3 leti še ni bilo, ki to pač počnejo, da izobražujejo ljudi, tehnično analizo. In to me je toliko navdušilo, ker sem videl, da se da dejansko analizirati kratkoročne premike. Tako da sem rekel, da dajmo to naprej informacijo. Jaz mislim, da več, kad daš znanje naprej, da to ne more nobenemu škoditi. Zdaj ti, vsaki gre na tvojo spletno stran, vidi tudi, da ti upravljaš določene tečaje, delavnice in podobne stvari. Tako. Pa zdaj recimo za laike na področju kriptovalut, koliko časa recimo potrebuje en povprečen človek, da lahko, recimo, da si, kako bi rekel, da je pametno, da si upa iti v ta posel, no? Če pozna vsaj osnove, se pravi, kako si odpreti trgovalni račun, kako si odpreti denarnico, kako izvesti nakup bitcoina z evri, kako poskrbeti za varnost, potem lahko dejansko mu v 2 urah pokažem to, kar je bistveno. Aha, to so te tvoje delavnice, kako? Ja. Tako, kako lahko na podlagi tehnične analize trguje kratkoročno na podlagi nihajev, se pravi, da vstopa v pozicijo za največ par dni do par tednov. Pokažem tudi najbolj varno strategijo za trgovanje z bitcoinom pa z ethereumom, pa sta največja kovanca, to sta najbolj varne strategije, ampak pa če treba biti potrpežljiv, ker se ne zgodi vsak dan, da je priložnost za prodajo pa za nakup. Pa pokažem tudi, kako analizirati te prvotne ponudbe kovancev, to so tako imenovani ICO-ji. Tle je dejansko največ potencijala, če veš, kaj dejansko, na kaj moraš biti pozoren, kaj moraš analizirati. Ker večina teh projektov na dolgi rok ne bo obstala, ampak tistih par procentov, ki pa bojo pa lahko pa naredijo ti donose, ki ti spremenijo življenje. Zdaj, če gremo recimo na začetek, pa se še pol vrnila na te donose, ki ti lahko spremenijo življenje, recimo, veliko beremo zdaj o kriptovalutah, bitcoinih in tako dalje, pa tudi, če tega ne beremo, to slišimo, skratka, stvar te začne zanimati, Ampak povej, zdaj, kaj so pravzaprav to kriptovalute? Recimo, kako zdaj bi jaz recimo pojasnil moji mami, ki verjetno ne bo vlagala v bitcoin oziroma kriptovalute, kaj so pravzaprav kriptovalute? Kriptovalute so v bistvu nov naložbeni razred, začeli se vse skrat z bitcoinom, ko je finančna kriza bila leta 2008, je nekdo oziroma skupina ljudi po imenu Satoshi Nakamoto dala ven belo knjigo o bitcoinu in takrat se je začelo rodarjenje bitcoina, tako da vsi ostali te kovanci pa so prišli zdaj par let nazaj, tako da to je relativno nov trg, ki temelji na blockchain tehnologiji oziroma po slovensko tehnologiji veriženja blokov. Ta tehnologija bo pa spremenila svet oziroma ga že spreminja, tako kot je internet spremenil svet za izmenjavo informacij, pa blockchain dejansko omogoča velike prihranke pri prenosu denarja globalno. To je tudi najbolj uporabna vrednost bitcoina je za prenašanje denarja po svetu v parih minutah pride oziroma v parih urah, brez bančnega sistema. Tako da dejansko, kar je e-mail naredil pošti, to lahko naredi bitcoin oziroma blockchain tehnologija bankam. To je samo eno področje, ki ga bo to se pravi, e-mail je uničil pošto, kako, Tako. Zato se tudi banke pač so utepale oziroma niso glih pozitivno pisali mediji o bitcoin in blockchain tehnologiji, zdaj so pa videli lani, ker je ta trg se toliko razcvetel, da dejansko, da se pridružijo tej revoluciji tehnološki in bojo
začeli promovirati tudi kriptovalute v prihodnjih mesecih. Ampak zdaj, kdo je pa zaprav dal, kakšen profil ljudi je dal potem kriptovalute na tržišče, na svetovno tržišče? Ali so to bili softweraši, računalničarji ali so bili to finančniki? To so bili IT strokovnjaki oziroma blockchain developerji, geeki, bi rekel, ki niso glih najboljši v marketingu. To, kar se je do zdaj razvijalo, je bilo od ust do ust, ta mrežni učinek. Zdaj pa, ko bo finančna industrija primaknila svoj lonček, pa lahko pričakujemo bistveno boljši marketing in masovno adaptacijo. In koliko časa se zdaj recimo trguje z bitcoini oziroma kriptovalutami? Zdaj ti si vstopil, 2013 si prvi slišal za ta pojav, če temu tako rečemo. Koliko časa se potem trguje recimo pri nas? Trguje se dejansko že več kot 5-7 let, ampak na začetku je bilo to zelo težko je bilo dejansko kupiti bitcoin, ker ni bilo toliko menjalnic, zdaj je pa vedno več. Ena izmed najbolj znanih je tudi Bitstamp, ki sta lastnika Slovenca, tako da smo lahko ponosni na to dejstvo. In vedno lažje, ko bo kupiti bitcoin, pa ostale kriptovalute. Te menjalnice funkcionirajo v tujini, ne? Tako, zdaj mislim, da so na Malti oziroma v Londonu so sedež, ker je pač davčno bolj ugodno tam za njih. No, o davkih bomo še kasneje govorili. Ja, dejansko vedno lažje, ko bo kupiti bitcoin pa ostale kriptovalute, višja bo cena, ker trenutno je za večino ljudi to preveč komplicirano. Tudi za mene, ko sem mi začel govoriti, moraš imeti denarnico, tretje, privatni ključi, kaj je to. In sem se dejansko izogibal, da bi pač kupil prvi bitcoin glih zaradi tega, ker se mi zdelo vse skupaj preveč komplicirano, ampak ni nujno, da je tako. Zdaj, če te smemo vprašati, ker zdaj ta vrednost niha, bitcoina, koliko si ti plačal takrat za prvi bitcoin? Pa takrat, se pravi, kakšnih $400 je bil, sem ga tudi prehiter. $400, točno, če sem danes glih pogledal. Če rečem, si ga poceni kupil, kako, ne? Ja, tako. Lani na ta današnji dan je bil $1120, danes je $8200, vmes je zrastel decembra 17 je bil skoraj $20,000, ampak to so te. Se pravi, kupil si za 400, prišel ti na vrednost, kaj je 17,000, kako, ne? Zrastel je na 19,800 $. 19,000, pa ga nisi prodal, kako? Prodal sem ga tam pri 15,000, ker mi je bila ta rast, vedel sem, da se ta rast bo enkrat končala, ker to je dejansko bila manija, euforija, posod v vseh lokalih. Okoli sebe si slišal, da se pogovarja o kriptovalutah, to je pač znak, da je treba počasi prodati in sem prehiter prodal. Aha, to je znak, kako. Ja, takrat je v bistvu že prepozno skoraj. Ja. Poglej, ta neznani milijonar, slovenski, 25-letni, iz tistega intervjuja, ki sem ga prej omenil, on pravi, da je v Sloveniji okoli 100 teh milijonarjev, Ja. ki so obogateli. To drži, recimo, ta njegova izjava. Sicer nobenega osebno ne poznam. Ne, ampak on pravi, on recimo celo tako govori, da se pravzaprav vi vsi med seboj, ki se s tem ukvarjate, poznate. Ja, oni se sigurno poznajo. To so ljudje, ki so vstopali pred 7 leti, če sem prav, ki so kupovali po 60 centov. Poznam pa pač ljudi, ki so kupovali po $10, ampak so tudi po 100 prodali, ker se mi je zdel 10-kratnik fantastičen donos. Če bi danes pač držali te bitcoine, ki so jih po $10 kupili, bi bili tudi oni milijonarji. Ampak zdaj, oni so milijonarji kaj v kriptovalutah, ali je to že moč reči tudi, da so milijonarji hkrati v evrih? V evrih so milijonarji. To se pa oni lahko vsak hip unovčijo milijon, pač neko vrednost, ki je milijon v kriptovalutah, jo lahko spremenijo v milijon evrov. Tako, Bitcoin pa Ethereum z lahkoto prodajate tudi večje vsote, tudi izven menjalnica, da ne bi izbili tečaja z lahkoto, je velika likvidnost. Teh par manjših, teh kriptovalutah je pa problem, če imaš veliko denarja v eni manjši kriptovaluti, pa hočeš vse prodati, hkrati znižaš tečaj, ker ni dosti povpraševanja po njih. Zdaj, Bitcoin je največja kriptovaluta, najmočnejša, kako? Tako je, Bitcoin je kot kralj med kriptovalutami, kadar Bitcoin raste tudi ostale valute, kadar Bitcoin pada, pa padajo tudi ostale, ker za večino drugih kriptovalut dejansko moraš kupiti Bitcoinom in z Bitcoinom kupaš te druge alternativne kovance. Kako pa, jaz sprašujem, popolnoma laično, pa tudi mene to zanima, ker nisem toliko v tej zgodbi. Zakaj, pa na kakšen način pa je Bitcoin postal glavna valuta? Ja, bil je pač prvi. Vsi ostali, ki so mu sledili, so pač samo kopije z določenimi izboljšavami, ampak Bitcoin ima dejansko največjo skupnost uporabnikov in to je tista prednost, to je ta mrežni efekt, ki ga bo zelo težko kakšna druga kriptovaluta. To je v bistvu sinonim za kriptovalute, kot je bila, radenska včasih za mineralno vodo, nekaj podobnega pri nas, ne? Pač Bitcoin je bil prvi, vsi ostali so samo sledili in vse to, kar je zdaj, so samo kopije Bitcoina, mogoče tehnološko boljše, ampak nimajo toliko velike skupnosti uporabnikov, nima noben kot Bitcoin. Kako pa je zadeva zdaj lastniško urejena glede Bitcoinov? Če greste pogledat, imate podatke, da na
Na 5 denarnicah se baje nahaja 95% vseh bitcoinov, vsaj ostalo je pa razpršeno. Zdaj samo vprašanje, kateri ljudje... Pet ljudi, ali kako je... Na 5 denarnicah je 95% vseh bitcoinov. Kaj zdaj to pomeni, recimo, lahko meni? To pomeni, da je zelo centralizirana, se pravi, lastništvo je zelo centralizirano in zelo zanimivo bilo vedeti, kdo so te imetniki. In to je vrhunska skrivnost, kako? Ja, ne ve se, kdo so lastniki te. Dobro, no, mogoče bomo kaj v drugem delu daj razkrili. No, gremo zdaj na oglasje, da pa se vrnemo potem k kriptovalutam po oglasnem bloku.